Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Približno ob tem času lanskega leta je vse kazalo na to, da je evropska Slovenija uspela zmagati. Kazalo je, da se bomo izognili scenariju, ki se nam je na začetku obetal po predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2011. Kazalo je, da se bomo izognili političnemu stilu in maniram, ki jih je prinašal seboj tedanji relativni zmagovalec volitev in vse strukture z njim povezane. Manir, ki sodijo daleč od Evrope, ki sodijo nekam v, recimo, območje bivših sovjetskih republik, stila kapitalizma, kot se je tam vzpostavil, pa konec koncev tudi demokratičnih ali bolje rečeno nedemokratičnih metod, kakršne so tam praksa. Približno v tem času, leto dni nazaj, je nastala vlada, je nastala vladajoča koalicija, ki je bila po svoji strukturi pravzaprav precej podobna prvi Janševi vladi, ki je vladala v letih 2004-2008 in mislim, da lahko vsi rečemo, da je bil to najbolj uspešen vladni mandat po prvi Demosovi vladi z nespornimi dosežki, kakršne potem naslednja vlada seveda daleč od tega, da bi jih ponovila. Se pravi, obeti so ob tem času bili precej dobri za politično prihodnost Slovenije, zato da Slovenija na nek čim manj boleč način uspe se izviti iz kriznih razmer. Kljub temu, da seveda sistemsko okolje tej vladi nikakor ni bilo naklonjeno. Nasprotno, ta vlada je bila tako rekoč od prvega dne naprej pričakana na nož. To je bila prva vlada, proti kateri je bil pravzaprav organiziran protest, že preden je bila konstituirana. Spomnimo se lanskega praznika slovenske kulture in tistega shoda, ki so ga uprizorili tako imenovani kulturniki, ko so zadreteni in žvižgi napadli tedaj še ne, kako bi rekel, ustoličenega ministra za šolstvo, znanost in kulturo. In seveda njim so hodili roko v roki ostali centri moči. Gospodarski, šolski, medijski, vsi tisti, skratka, katerih privilegije bi reformni ukrepi, ki jih je vlada napovedala, ki jih je zapisala v svoji koalicijski pogodbi, lahko ogrozili. In dejansko ta vlada je bila potem vsem tem času deležna takšnih napadov, takšne ostre, pogosto ali pa celo praviloma nekorektne obravnave, kakršne je bilo mogoče edino le še Bajukova vlada leta 2000 deležna. Ostale vlade niso bile, kako bi rekel, deležne takšne ostre, pogosto, tako rekoč, histerične obravnave. In vlada je kljub vsem tem težavam, ki so jo obdajale, kljub konec koncev tudi določenim iskram, ki so se kresale znotraj same vladajoče koalicije, uspela speljati določene pomembne ukrepe, določene reforme. Oziroma, bolje rečeno, kazalo je, da je to uspela speljati. Uspela je nekako premagati številne ovire, ki so bile tukaj na poti od groženj za stavkami, groženj za shodi, groženj za referendumi. Nenazadnje je konec koncev tudi ustavno sodišče se postavilo na stališče, da so določene reformne odločitve potrebne, ko je nekako onemogočilo referenduma o slabi banki, tako imenovani slabi banki in o slovenskem državnem holdingu, za katera je kazalo, da bosta končno lahko v začetku leta prišla v življenje in to in še marsikaj od tega, kar je vlada napovedovala, je močno ogrožalo zakulisne centre moči. Tiste,
ki so seveda vezani na takovani poltranzicijske levice. Zato so prišle na spored druge metode. Najprej tako imena spontana ljudska vstaja, ki pa je sčasoma tudi začela izgubljati svoj zagon, sploh potem, ko se je izkazalo, da je ta spontanost v bistvu zgolj krinka za neke točno določene interese. Potem je kot bomba udarilo poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je močno obrnilo predsednika vlade Janeza Janšo in za zdraven še predsednika največje opozicijske stranke Zorana Jankovića. In potem se je zgodil razvoj dogodkov, ki je pripeljal tako rekoč do skorajšnjega padca vlade. Jaz tukaj v tem svojem izvajanju se ne bi poglabljal v samo poročilo protikorupcijske komisije, vse vsebinske kot proceduralne slabosti in pomanjkljivosti. Mnogi kompetentni ljudje, tako pravni strokovnjaki kot strokovnjaki ekonomske stroke, so to zelo dobro razkrili. Bi mogoče povedal nekaj besed o vzrokih za to, zakaj se je to zgodilo. Tukaj je šlo na eni strani seveda za neko večno obsesijo tranzicijske levice, da se znebi Janeza Janše, da ga odstrani iz političnega prizorišča. In tukaj imamo opraviti z celo linijo poskusov od Epale vasi preko afere Patria do tega sedanjega razvpitega poročila te komisije. Vendar pa je tukaj zadaj še en razlog, ki je mogoče celo bolj globlji ali vsaj bolj strukturne narave. Gre namreč seveda za ohranitev privilegijev, ki jih dotični centri moči uživajo. In omenjene reforme bi lahko to ogrozile. Ustanovitev državnega holdinga bi lahko omogočilo, da se končno premoženje državnih podjetij na nek pregled način privatizira. Takvana slaba banka bi omogočila lažje kreditiranje slovenskega gospodarstva, bi pa ob tem verjetno privedla do razkritja, kdo je vse dobival te sporne tajkunske kredite in seveda, kdo jih je odobraval, kdo je bil skratka odgovoren za njihovo podeljevanje. In to je seveda bil problem, zato je bilo treba storiti nekaj, da se je to v bistvu, da bi se to preprečilo. In ta poskus je bil od vseh teh, ki so bili do zdaj, to je treba priznati nekako najbolj premišljen. In vlada, kot kaže, nekako je sedaj pokopana oziroma kaže na to, da bo prej slej nehala z delom vsaj v tej obliki. In pri tem seveda so ti zakulisni centri moči imeli notranjo pomoč, skratka, znotraj same koalicije. In to so strani ljudi, ki pravzaprav svojo politično kariero v veliki meri dolgujejo ravno Janezu Janši. Ti so tisti, ki so nekako se odločili v sedanji konstelaciji, da jim to ne ustreza, da si očitno obetajo nek boljši, večji kos pogače v nekih drugih razmerih. Kar je verjetno račun brez kašmarja, vendar oni so nekako šli v to igro in so svojo nalogo, kot kaže, opravili. Dejstvo je namreč, da reforme, kakršne so bile zastavljene, je bila sposobna speljati edino obstoječa koalicija. Nikakršno povezovanje, nikakršno sodelovanje recimo z opozicijo, z strankami tranzicijske levice, tega ni mogoče. Vsakašna koalicija, ki bi te stranke vključevala, bi pomenila smrt teh reform. In na ta način bi konec koncev tisti, ki so razbili to koalicijo, poteptali tudi lastna programska načela. Ena od teh stranka, ki je prva zapustila koalicijo, se nekako razglaša za liberalno. Se razglaša za stranko, ki zagovarja ravno te ukrepe, te reforme, ki jih bo zdaj sama nekako pomagala pokopati. S tem bo izdala predvsem lastna programska načela. To, kar imamo v zadnjem času opraviti, je vzpon nekakšnega praznega populističnega moralizma,
brezvsebinskega, ki ne ponuja nekih konceptov, ampak ponuja neko domnevno moralnost, neko domnevno etičnost. Pri čemer je situacija precej sprevržena. Namreč pri tem moralizatorstvu izstopajo tisti, ki imajo sami ogromno masla na glavi. Ki so, tako rekoč, zadnji v vrsti, ki bi kaj podobnega lahko počeli. No to, tako eno moralizatorstvo, se močno ujema dejansko z mentaliteto teh tako imenovanih vseljudskih protestov. Nihče, verjamem, da nihče med nami ne oporeka ljudem pravice, da protestirajo. Da protestirajo proti vladi, proti njenem predsedniku ali proti kateremu koli političnemu igralcu. Vendar so tukaj ideje, nekatere ideje, ki se pojavljajo močno problematične. Slišali smo lahko neke, kako bi rekel, poskuse ali pa neke vizije o tem, kako bi naj spremenili politični prostor v Sloveniji, politični sistem z odpravo strankarske demokracije. Slišali smo ideje o tem, kako bi ukinili tržno gospodarstvo, odpravili zasebno lastnino. To pa je nekaj, kar je nedvomno sporno. In tem problematičnim idejam seveda so sledile tudi problematične prakse. Kaj smo vse lahko videli za časa te vseljudske ustaje? Videli smo izjemno agresivnost. Videli smo metanje granitnih kock na policiste. Videli smo obešanje lutk nepriljubljenih politikov na most v Mariboru, kot smo lahko videli. Videli smo pohode takvanih protestnikov na domove, kjer so ustrahovali njim neljube mestne svetnike. In videli smo konec koncev provokacijo na shodu, kakršen je ta, ko so si nekateri tako imenovani protestniki vzeli pravico, da tako rekoč sesujejo miroljuben dogodek, ki ga je organiziral Zbor za republiko. In to so dejansko metode, ki so problematične, ki močno spominjajo na prakse totalitarnih gibanj 20 in 30 let prejšnjega stoletja, ki vemo, do česa vsega so pripeljale. In konec koncev neka, lahko bi rekel, kar protidemokratična narava tovrstnih ustajnikov se kaže tudi po njihovi reakciji, potem, ko je bilo objavljeno, da Zbor za republiko organizira svoj shod na dan slovenskega kulturnega praznika, se pravi 8. februarja, ko so si ti ustajniki dobesedno vzeli pravico, da odločajo, kdo vse lahko protestira in kdo ne. Ko so gladko malo označili ta shod, miroljuben shod, tako rekoč kot napoved državljanske vojne. Lepo vas prosim, kdo so oni? Kdo so oni, da tukaj razsojajo? Kdo so oni, da določajo, kdo sme protestirati in kdo ne? In kar je problematično, pri tem so jim tudi osrednji mediji v veliki meri sekundirali. Upamo lahko samo, da na ta dan ne bo nepotrebnih konfliktov. Če bo seveda do tega slučajno prišlo, zagotovo ne bomo člani in simpatizeri Zbora za republiko tisti, ki bomo to povzročili. Ta shod bo miren, bo civiliziran, bo v skladu z vrednotami slovenske pomladi. Hvala.